Tista desna pot, ki smo jo prej videli, je pa zemeljska, tudi divja, čisto, to so amplitude 2 metra med desnim in levim kolesom, ampak je pa zemlja, tako da ne pretrese tako zelo, je pa toliko več blata. Problem je pa v tem, če bo dež padel, bomo obtičali v blatu in se 14 dni ne bomo nikamor premaknili. Če pa ne bo, bo pa v redu, ampak še vedno bomo pa 2 dni vozili do tja, kamor je treba prijeti, to je pa mesto Edirisa v vzhodni Keniji. Od tam naprej bo že potem tak bolj slab asfalt, ampak asfalt. Ja. No in smo tja grede torej poskakovali, nazaj grede, ko smo prišli, smo pa se sicer zmenili prejšnji dan, da bomo lepo udobno peljali v kabini, ker je poleg šoferja tam še en sedež, pa še njegova postelja zadaj in tam lahko 2 sedita. Gor na vrhu ni kaj prida udobno, na kesovno pa še manj, ker nimaš kje sedeti, skratka ni kaj prida, ampak na vrhu vsaj kaj vidiš. No, nekar je potem naslednji dan izpadlo, da ne bomo dobili, čeprav so prejšnji dan obljubili, da bomo, ampak je bil ta kamion z kravami, 2 kamiona sta bila pravzaprav, no, ampak povsod so lastniki tistih krav sedeli v kabini, kar je pomenilo, mi med kravami nekako nismo sedeli tam spodaj, tako da smo šli gor na vrh in smo se prijetno sončili potem 2 dneva. In je bilo kar pestro, bova enkrat pogledala, imam posnetke in bomo tudi o tem še kaj rekli. Ampak midva bo zdaj raje odšla v Etiopijo, to je pa tista država malo bolj desno in zgore, tam prejle, ko smo gledali. No, tam čez mejo smo prišli kar pač, na meji smo dobili en tak pocen hotel, če to zanima cena, tam $3 recimo na osebo ali kaj takega. In smo se zmenili, da gremo zdaj naslednji dan z avtobusom naprej. Da pa jaz predtem še nisem bil v Etiopiji, ona 2 tudi ne, in še tudi nismo poznali sistema, ki je preveč dobro. No in malo sprašujemo, pa so rekli, avtobus je ob 5. Smo rekli, dobro, kaj pa kakšen kasnejši? Kasnejši je pa naslednji dan ob 5. Vse, kar gre ob 5. Če ne gre ob 5, sploh ne gre. No, smo rekli, dobro, če ni drugega, in potem smo spoznali tam enega nadebudnega mladeniča, ki je govoril angleško, še kar dobro. No in je rekel, da nas bomo prišel zbuditi in da bo zjutraj izrihtal vse, kar se tiče tega, potem bo pa še organiziral nekako pot do tistih plemen tam na jugozahodu. Drugo jutro vsi spimo, seveda kot polhi, kar je izpadlo čez nekaj časa, da je ta mladi mož sicer hotel noter, ampak je bil hotel zaklenjen. Če bo tam hotel zaklenjen, to bo pomeni 4 metri visoka ograja in rešetke in tako dalje, železna vrata, tako da ne prideš noter niti z buldožerjem, kar je nasplošno povsod po Afriki. Ljudje so navajeni na to, tako da tiste izbeglice, ki k nam prihajajo, pomenijo, da bomo morali tudi mi vsak čas začeti rešetke zidati na naših oknih. Ampak ni mogel not. In potem je toliko časa razbijal, da je prišel gospodar kljub vsemu in nas je potem na hitro, pač 2 minute smo imeli časa, da se oblečemo. Pridemo do avtobusa in vidimo, da je tam milijon ljudi, ki hočejo na tisti avtobus. Kaj pa zdaj? Potem smo, ona 2 sta kar obupala in sta nekaj časa sta se sicer drenjala, dali smo predtem že prtljago tismo možakarju, da jo privezal gor na streho. Nekaj smo se šli drenat, da pa ne vem, jaz sem pač navajen takih prizorov in sem pač uporabil komolce, kolikor sem jih imel. Ona 2 sta pa obupala, ki ste rekli, to pa... Se nama ne daje. Spredstavljali si tam 20 besnih, pa zelo močni so vsi, ni tako lahko. No, meni je uspelo, da pridem gor, tulim skozi okno, kaj ne naredita, avtobus odpele. Z njuno prtlago in z mano, pač, skratka, neugodna situacija. In k sreči je bila stvar taka, da je, to je bilo na meji, mesto na meji, ampak še ena carina je pa kakšnih 6 kilometrov ven iz mesta. Ne vem zakaj, ampak tam pač je. No in se pripeljamo tja, jaz ravno računam, kaj ne zdaj naredim, da vso prtlago vzamem, pa grem nazaj po nju, ker nismo niti natančno rekli, do kam gremo. Smo pa čekali proti Adisu, zdaj pa karkoli bo. Kar, reci in piši, se pripeljata ona 2 z nekakšnim, kaj vem, kakor en taksi, ampak en pick-up, v bistvu, en avto, ki ga je tisti mulc, hvala Bogu, nekje dobil, da je pač ta 2 pripeljal do sem, ker je pač vedel za to postajo. In smo se krepko oddahnili. Zdaj, rekli so vsi ven, ampak belci imajo nekak poseben status tam v Afriki, tako da sem jaz kar lepo noter v avtobusu obsedel, pa sem čakal, kaj bo. Oni imajo pa malo respekta do belih, ne vem zakaj, ampak ker malo si več lahko privoščiš kot normalni ljudje. Tako da sem rekel, kar pejta vidva lepo noter, pa se vseta, pa bomo videli, kaj bo ratal. In je ratal. Noben je nič rekel, prtlaga itak bila že gor
Ampak seveda ni šlo tako lepo, kot je kazalo. Ne. Čez par kilometrov avtobus začel kašljati, potem se je nagnil na eno stran, ker je tisti zrak spustil, potem smo pa obtičali in smo potem čakali do popoldne, no se zadnja smo pa staknili spet nekakšen kamion z vsemi ostalimi tistimi potniki. Tam smo čakali ne vem koliko časa, najprej sta šla šofer pa sprevodnik spodaj pod avtobus ga popravljati, potem še nekih 6 nadobudnih potnikov pač, so tam možganili tam pod avtobusom, kaj je storiti. Ja. Nazadnje so mene pa šli vprašati, če jaz vem, kako se popravlja avtobus. In končalo se je tako, da smo šli z kamionom potem dalje in seveda nismo prišli niti približno tja, kamor smo nameravali. Evo, gremo samo na hitre oglase, pa komad pa prijava nazaj. Da.